Zdaj seveda tudi takrat se je postavilo vprašanje, ko smo imeli volitve, zakaj dvomite, da bo štadion leta 2008? Samo september 2008 bo štadion, na katerem bom izvedel začetni udarc, selektor slovenske reprezentance bo Srečko Katanec in tako naprej. Zakaj dvomite v to? Ja, dvomimo zato, to smo takrat rekli, ker če se bo po največji dinamiki takoj začelo delati, to do takrat ni mogoče. Ampak seveda, če se bi tako delalo, bi bilo mogoče pa drugo leto. V najboljšem primeru seveda v prvi polovici leta 2009. Ampak danes smo na istem praktično, kot smo bili takrat. 2 leti so pa mimo. In zato seveda tudi v tem roku, ki je zdaj napovedan kot nek velik dosežek, to ne bo narejeno. Samo to je preprosti odgovor. Župan zelo rad veliko govori, ustvarja videz neke dinamike, dogajanja v Ljubljani, ampak ko pa pogledamo rezultate, rezultatov ni. Ni samo štadion bil ena od teh velikopoteznih napovedi. Jaz imam tukaj zdaj ta program, ki je bil takrat zelo vehementno predstavljen kot nekaj novega, nekaj, kar bo Ljubljani dalo nasmeh, takšen je bil tudi naslov tega programa. In tukaj imam cel niz konkretnih stvari, ki ne bi bili realizirani v letu 2008, ampak tega seveda ni. Mogoče na hitro. Leta 2008 bomo dokončali prenovo gradu, kjer bomo razvili bogat kulturni in državni program. Leta 2008 uredili Severni park za Bežigradom. Leta 2008 celostno oblikovno preuredili Slovensko cesto za namen predsedovanja Slovenije EU. Leta 2008 z rušitvijo dela Cukrarne rešili vprašanje Njegoševe ulice, katere rekonstrukcijo bomo omogočili z izgradnjo mostu. Leta 2008 omogočili izgradnjo džamije. Za džamije imamo še vedno sprejeti PUP za Barje. V novi lokaciji ni sledu o prostorskem aktu za kakršnokoli novo lokacijo. Leta 2000, torej, kot sem že povedal, septembra 2008 odprli štadion v Stožicah. Leta 2008 s parkirno hišo pod mestno tržnico rešili enega od stopov v oživljeno mestno jedro in tako naprej in tako naprej. Skratka, zdaj dinamika je, videz dinamike je ustvarjen s tem, ko ti stalno govoriš bomo, to bomo naredili, ampak ko pa pride ta čas, pa bi morali pogledati rezultate, kaj pa smo naredili, pa tega ni. In zato seveda obstaja tudi danes dvom v vse tisto. Za mene štadion 2010, tudi če bi bil narejen, ni več uspeh. Ni več uspeh, kajti potem, da se v 2 letih ni nič naredilo, ne more biti uspeh tudi letnica 2010, ampak tudi takrat ne bo. Ne more biti. Ali bo pa neko skropocalo, ker ne bojo spoštovani vsi te potrebni akti, projekti, soglasja in tako naprej, ki pri to vrstnih projektih morajo biti spoštovani. Potem naslednja zadeva. Župan pravi, da ni politik, je menedžer, ampak kljub temu je zdaj pred nekaj dnevi se je javno opredelil do nekega tipičnega političnega vprašanja. To je referendum o pokrajinah. Zdaj, če nekdo ni politik, verjetno ne bo z političnim pozivom se oglašal in pozval k bojkotu referenduma, kar je tipično politično dejanje. In to potem, ko je Ljubljana po tem predlogu, ki je zdaj pripravljen, postala oziroma je dobila status pokrajine. Tisto, kar je na začetku njega motilo, ko Ljubljana ni bila, ko ni imela statusa pokrajine, ko je bila Ljubljana del neke širše pokrajine. Zdaj, ko to je, pa spet ni v redu. Skratka, to so stvari, ki nas motijo že ves čas in seveda na ta način se zelo težko uspešno vodi Ljubljano. Zlasti še, ker smo bili ves čas in smo še danes pripravljeni
sodelovati pri vsem, kar se tiče izboljšanja položaja v Ljubljani in izboljšanja razmer. Na ta način bomo zelo težko dosegli tisto, kar bi morali v Ljubljani biti cilj vseh nas. In seveda tudi ne bomo dosegli tega, da Ljubljana ne bo dodatni generator inflacije, ki je z podražitvijo vrtcev, z podražitvijo komunalnih storitev na področju energetike, torej plin, daljinsko ogrevanje, snaga, ki je samo v Ljubljani približno za še enkrat toliko povečala stopnjo inflacije kot v celi Sloveniji. Zaradi teh neposrednih povišanj, ki so bili pa izredno visoki, zato je tudi v sami Ljubljani inflacija višja, kot je drugod po Sloveniji. In seveda želimo, da bo vendarle prišlo do streznitve, da bo vendarle tudi pri županu prevladala odločitev, da je potrebno upoštevati kdaj pa kdaj tudi tisto, kar opozarja nekdo drug, ki ni mogoče na isti politični valovni dolžini z njim. Skratka, da se tudi upošteva glas opozicije, kajti če se ga saj upošteva in o njemu razmišlja, potem bojo zaradi tega tudi predlogi, ki jih sam župan poskuša spraviti skozi mestni svet, bolj kvalitetni, kot so bili doslej. Če pa ti vnaprej računaš samo na moč, ki jo imaš s svojo slepo sledečo svetniško skupino, potem pa seveda nisi niti motiviran, da se potrudiš, da pripraviš čim bolj kvalitetno gradivo, čim bolj kvalitetne sklepe, ki imajo rep in glavo, ampak pač narediš karkoli, ker vnaprej veš, da ne bo nobenih težav, ker boš dobil brez težav večino.